Dragi brati in sestre, dobrodošli na slavi besede. Začeli bomo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Tako, včeraj smo začeli s poslušanjem odlomkov o Gospodovem služabniku iz knjige preroka Izaija, zato da bi Gospod vžgal naše srce, da bi želeli slediti njemu, kot nevesta sledi ženinu, da bi mu tudi mi postali podobni, da bi skupaj z Jezusom šli skozi naše življenje v nebesa. To je namen našega slavja, da bi Gospod vžgal naše srce, da bi nam v prebiranju besedil, da bi nam razodeval svojo ljubezen. In začeli bomo z odlomkom, ki je preroka o trpečem Mesiju, o Jezusu, ki trpi, ki se daruje za grešnike. In Gospod resnično je tukaj z nami, da bodimo to vero in se on posluša, da je resnično navzoč, da po teh besedah on prihaja v naše življenje. To je, ko rečemo, vstopnica za to naše slavne besede. In tudi, ko bomo poslušali pesmi, vas povabim, da lahko na glas, lahko pa tudi potiham v svojem srcu, tudi vi molite. In začetna pesem bo ta, s katero smo včeraj zaključili, Moje naše srce. Vas povabim, da to, kar pojete, da to tudi resno mislite. Naj pride na vas Sveti Duh, da bo razodeval, kdo je on, in da bi mu z veseljem sledili. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, daj mi vse in vodi me. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, naj bom dar za tvoj oltar. Gospod, slavil te bom, o tvoji milosti bom pel. Razkril boš svoj obraz, med nami boš živel. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, daj mi vse in vodi me. Moje imaš srce, jaz tvoje bom iskal. Jezus, naj bom dar za tvoj oltar. Gospod, slavil te bom, o tvoji milosti bom pel. Razkril boš svoj obraz, med nami boš živel. Četrti spev o Gospodovem služabniku iz knjige preroka Izaija. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode,
kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode, kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. Kdo bo veroval, kar smo slišali? Nad kom se je razodel Gospodov laket? Kdo bo veroval, kar smo slišali? Nad kom se je razodel Gospodov laket? Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni. Kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil nanj krivdo vseh nas. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, Gospod pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo premišlja o njegovem rodu. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo premišlja o njegovem rodu. Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. Dali so mu grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijačev v njegovih ustih. Dali so mu grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijačev v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da gre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil s svojim spoznanjem,
bo moj pravični služabnik opravičil številne, njihove krivde bo naložil nase. Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil, svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik opravičil številne, njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom številne dal delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt in bil prištet med prestopnike, nosil pa je grehe številnih in prosil za prestopnike. Zato mu bom številne dal delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt in bil prištet med prestopnike. Nosil pa je grehe številnih in prosil za prestopnike. Jezus ve, kaj doživljamo, ko nam je težko. Prostovoljno vzame to na svoje rame in nosi skupaj z nami. Le izročiti mu moramo. Z vsakim grehom in zanikanjem Boga smo tudi mi del te množice, ki muči Jezusa. A na drugi strani, zaradi Jezusovega trpljenja so rešeni mnogi. Resnično, Jezusovo trpljenje ima neverjetno velik pomen. Ti moj zveličar, si rešil me, čeprav grešil sem, vem, da me ljubiš, tvoja bližina objema me. In vsakem času vem, da me ljubiš, vem, da me ljubiš. Ko pred križem zdaj klečim, tvoj obraz se zastrmim, vem, ljubezni večje ni. Ti odpustil si moj greh, dvigaš me, ko sem na tleh, s križa smrt premagal si. Ti greš pred mano, mi kažeš pot, s teboj sem varen, vem, da me ljubiš, vem, da me ljubiš. Ko
pred križem zdaj klečim, tvoj obraz se zastrmim, vem ljubezni večeni. Ti odpustil si moj greh, dvigaš me, ko sem na tleh, s križa smrt premagal si, na križ razpet, dobil si svet, da je vse dopolnjeno. Na križ razpet, dobil si svet, da je vse dopolnjeno. Na križ razpet, dobil si svet, da je vse dopolnjeno. Na križ razpet, dobil si svet, da je vse dopolnjeno. Bog kliče svojega služabnika, naj zastonj vzame vodo, da se odžeja, in kruh, da se nasiti. Bog kliče svojega služabnika, naj zastonj vzame vodo, da se odžeja, in kruh, da se nasiti. Naj zastonj prejme moč, da služi Bogu, kakor je njemu všeč. Naj zastonj prejme moč, da služi Bogu, kakor je njemu všeč. Iz knjige preroka Izaija. Iz knjige preroka Izaija. Ko vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Ko vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Cepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Cepil vam bom v večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodov sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodov. Glej, za pričo narodom sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga, in zaradi svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi zaradi Gospoda, tvojega Boga, in zaradi svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu. Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori Gospod. Kajti, kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti, kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti, kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Božja logika ni logika tega sveta. On pravi: nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pogosto poskušamo zapolniti praznine v sebi, osamljenost in žalost z drugimi stvarmi, s tem, kar ni kruh, in ne z Božjo ljubeznijo. Božja beseda ima veliko moč. Poslušanje Boga in njegove besede nositi dušo. Duša živi in Božja beseda je tista, ki zares napolni srce. Bog nas vabi, da pridemo k njemu. Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce, umi, bolečina in žalost se izperete v valovih neskončnih Božjega usmiljenja. Pridi, Jezus Bog. Pridi, Jezus Bog. Pridi, Jezus Bog. Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce, umi, bolečina in žalost se izperete v valovih neskončnih Božjega usmiljenja. Pridi, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh. Brate in sestre, sedaj bomo prisluhnili novozaveznemu odlomku in vas povabim, da vse te prerokbe, ki so se uresničile, gledamo tudi do te luči, se bo razkrila. Gospod z vami, In s tvojim duhom, iz svetega evangelija po Mateju. slava tebi, Gospod. Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma in se poklonila pred njim do tla, da bi ga nekaj prosila. Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma in se poklonila pred njim do tla, da bi ga nekaj prosila. Rekel mi je: kaj hočeš? Rekel mi je: kaj hočeš? Dejal je: ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Dejal je: ukaži,
naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je odgovoril in rekel: ne vesta, kaj prosite. Jezus je odgovoril in rekel: ne vesta, kaj prosite. Ali morate biti kelih, ki ga moram jaz piti? Ali morate biti kelih, ki ga moram jaz piti? Dejala sta mu: moramo. Dejala sta mu: moramo. Rekel jima je: moj kelih bosta pila, dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj oče. Rekel jima je: moj kelih bosta pila, dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj oče. Ko je drugih 10 to slišala, so se razjezili nad bratom. Ko je drugih 10 to slišala, so se razjezili nad bratom. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: veste, da vladarji gospodujejo nad narodom in da jim velikaši vladajo. Veste, da vladarji gospodujejo nad narodom in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregel, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregel, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Ko so odhajali iz Jerika, je šla za njim velika množica. Ko so odhajali iz Jerika, je šla za njim velika množica. Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Množica jo je pograjala, jo motila. Ona pa sta še bolj zavpila: usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Množica jo je pograjala, naj motila. Ona pa sta še bolj zavpila: usmili se naju, Gospod, Davidov sin. Jezus je vstal, jo poklical in rekel. Jezus je vstal, jo poklical
in rekel: Kaj hočeta, da vam storim? Kaj hočeta, da vam storim? Dejala sem: Gospod, da bi se nama odprle oči. Dejala sem: Gospod, da bi se nama odprle oči. Jezus se jo je usmilil. Jezus se jo je usmilil. Dotaknil se je njenih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim. Dotaknil se je njenih oči in takoj sta spregledala in šla za njim. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, kot Jezusovi učenci ne bomo le šli v nebesa, ampak bomo morali biti tudi njeni trpljenje. Jezusova logika je spet obrnjena. Pri razdajanju nam je vzor Jezus. Sam Bog je prišel, da bi stregel, in to človeku. Včasih se še nam ne da služiti, pa Bog služi. Božja ljubezen je veliko večja od človeške. Čeprav množica, ki bi morala vedeti, da Jezus rad pomaga, slepima govori, naj vdihneta, ona dva vztrajata. Vesta, kakšen je Jezus. Tako tudi mi ne smemo gledati in poslušati, naprimer, le o grešni strani cerkve, pa tudi ne zgolj slediti množici, tisti, ki hodijo za Jezusom. Ampak moramo poznati Jezusa vsebno. Zanimivo je, da slepih ni bilo sram na glas vpiti in izražiti vero v Jezusa. Njun pogum in tveganje, da bi jo imeli za čudaka, je bil poplačen. Ko se nas Jezus zares dotakne, je zelo težko, da ne bi pustili vsega in resnično šli za njim. Sedaj pa, brati in sestre, glejte, v tem, ko poslužil besede, smo se prepustili Gospodu, da je ogrel naše srce, da bi mu sledili, kakor nevesta želi. Gledali smo Gospodovega služabnika, Kristusa, kako izpolnjuje voljo Boga Očeta, ko nas objame in tudi v nebo. Sedaj pa sprejmimo njegovo povabilo in zato prosimo Boga za milost, da bi svojemu Gospodu z vsem veseljem sledili. Dobri Bog, daj nam milost potrpežljivosti in zaupanja v trenutkih, ko bomo tudi mi pili svoj kelih. Naj takrat črpamo ljubezen iz zavedanja, kaj je za nas pretrpel tvoj sin. Prosimo te, usliši nas. Oče, tvoja logika ni logika tega sveta. Stvari pogosto postaviš na glavo. Prosimo te, da bi preoblikoval naše misli in srce, tako da bi vedno manj sledili temu svetu in vedno bolj tebi. Prosimo te, usliši nas. Jezus, povedal si nam, kakšno vladavino si želiš med nami. Prosimo te, da bi po tvojem zgledu postajali vedno bolj majhni in ponižni služabniki, ter tako razdali svoje življenje zate in za naše bližnje. Prosimo te, usliši nas. Gospod, daj, da se tako, kakor slepa človeka iz evangelija, ne bi menili za mnenje množice, ki nas želi utišati. Prosimo te, da bi si upali vedno glasneje in vedno bolj očitno vpiti k tebi. Prosimo te, usliši nas.
Usmiljeni Jezus, dotakni se naših oči in spremeni naše videnje in dojemanje sveta. Daj, da bomo na življenje vedno bolj gledali s tvojim pogledom in postajali taki učenci, kakršne si zares želiš. Prosimo, da vzdiši nas. Naše prošnje združimo v eno in z Gospodovo molitvijo izpovemo Bogu, da mu z vsem srcem pripadamo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. O Bog, sveti pisatelji so po navdihu tvojega duha v svetem pismu napisali nam pouk in posvečenje to, kar si sam hotel, da so napisali. V luči istega duha naj to prav spoznamo, potem živimo in se zveličamo. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvoji človečeni besedi, iz teboj občinstvu svetega duha, živi in kraljuje vekoma. Amen. Tako, dragi bratje in sestre, Bogu hvala za vašo udeležbo, predvsem pa hvala tudi vsem, ki ste sodelovali, predvsem Mirjam in Piji, ki smo skupaj to sestavili, za našim bralcem, Luku, Manci, Nejcu in Piji, pa tudi vsem glasbenikom, ki so pripravili te pesmi, Jakob Fabriku, Jerce Vrce in Marjeti Naktigal. Želim vam, da se še večkrat srečate z Gospodom v branju Svetega pisma, ker res, če preberemo počasi, potem Gospod trka na naše duše in govori, vžiga naše srce in nas vabi, da nas sledimo v nebesa. Pa zato odprimo svoje srca za blagoslov, da bi to vselej zmogli storiti. Gospod z vami in s tvojim duhom.